vsi prostorski akti, ki so opredelili nezazidana stavbna zemljišča od leta 1993 do 25. marca leta 2000, jih je, bi rekel, država, če lahko tako rečemo, s to odločitvijo leta 2008 ponovno nacionalizirala. In to je vzrok in tisto nevzdržno stanje, ki je tudi nas navajalo, da predlagamo državnemu zboru sklep, da se po čim krajšem postopku spremeni takšna zakonska rešitev. In tudi sicer želimo v koaliciji pospešiti ta postopek, zato tudi predlog, da poskušamo skupaj oblikovati tekst, ki bi bil seveda potem tudi podlaga za čim prejšnje dokončno oblikovanje besedila. Dejstvo, da bodo lahko lokalne skupnosti same razpolagale z temi nezazidanimi stavbnimi zemljišči, nekako obljubljen, ker se zaveda tudi minister za finance, da smo na lokalnem nivoju lahko lokalne skupnosti boljši gospodar, bolj poznamo lokalne zadeve, predvsem pa smo tudi odgovorni za hitrejši razvoj. Prenosi iz sklada kmetijskih zemljišč, nezazidanih stavbnih zemljišč na občine bi morali biti že davno končani, tako pa smo recimo v zadnjih nekaj letih v povprečju dosegli mogoče komaj 30% tega prenosa. Mi skladu priznavamo tisto vlogo na kmetijskih površinah kot pozitivno, korektno, pomembna zgodba tudi za zaključek denacionalizacijskih postopkov v Sloveniji, seveda pri razvoju Slovenije, občin in pa v teh resnih kriznih časih kot proticikličen gospodarski ukrep, ker bi investicije morale biti, pa so predvsem pri nezazidanih stavbnih zemljiščih procedure in pa postopki v zvezi s skladom zagotovo nekaj, kar zavira to delovanje. Tudi ne nazadnje na koncu izkupiček od teh zemljišč gre v državni proračun, tako pa bo seveda šel v konkretni proračun na terenu in pa omogočal izgradnjo čistilne naprave, šole, vrtca, kakšne nove ceste.